Skupnost civilnih iniciativ in krajevnih skupnosti očita Mestni občini Koper, da ni upoštevala roka za objavo javnega dokumenta stališči do pripomb občanov in civilnih iniciativ na občinski prostorski načrt. Prvi osnutek občinskega prostorskega načrta je bil objavljen pred več kot letom in pol in po njihovih besedah javnost ni bila vključena v nastajanje dokumenta. Civilne iniciative v Kopru in nekatere krajevne skupnosti zelo pozorno spremljajo proces nastajanja najpomembnejšega občinskega prostorskega dokumenta, to je občinski prostorski načrt. In to že 2 leti. Da bi gledalci in poslušalci bolje razumeli, zakaj gre, bi se želela vrniti vsaj slabe 2 leti nazaj. Namreč takrat je brez tega, da bi bili v proces nastajanja osnutka OPN-ja občani brez njihove vključitve, je občina predstavila v začetku leta ta dokument in ker se pravi ni bilo vključene javnosti in občanov, je v nekaterih okoljih ta dokument, ta osnutek dokumenta povzročil šok. V zaledju so ugotavljali, da jim stavbna zemljišča spreminjajo v kmetijska zemljišča, v Bertokih, na Škofijah in še kje, pa da načrtujejo gostejšo ali pa zelo gosto poselitev celo na kmetijskih zemljiščih. V tem dokumentu tudi ni bila jasna slika, kaj pravzaprav je vizija občine, katere so strategije in tako naprej. Želeli smo komunikacijo z županom, da bi vendarle nekaj stvari spremenili in je bil dosti tako odnos odvračanja strani vodstva občine, zato smo se povezali v različne civilne iniciative, potem so se povezale te civilne iniciative. Skratka, smo se zbudili, smo si sami predstavljali tudi oziroma našim sokrajanom, kaj se dogaja. Na Škofijah smo na primer sami izdali takrat letak, pa potem še 2, in to prav civilna družba, ne občina, da sploh informiramo ljudi, kaj je občinski prostorski načrt in kaj v njem se predvideva. No, po začetnem zavračanju občine, da bi komunicirala z nami in da bi, kot smo zahtevali, podaljšala čas javne razprave, je seveda v volilnem letu in bolj, ko je čas tekel, verjetno vodstvo občine presodilo, da se je vendarle treba pogovarjati. No, dosegli smo zamik tega roka sprejema občinskega prostorskega načrta in veliko drugih stvari, med drugim prostorske delavnice v 3 krajevnih skupnostih, na Škofijah smo dobili urbanističen načrt. Skratka, komunikacija je tekla. Po volitvah pa se je spet vse skupaj majčkeno spremenilo. V glavnem ta odnos se je spremenil. No in ta naša zadnja izjava za javnost govori o tem, da časa za sprejem občinskega prostorskega načrta zmanjkuje. Občani pa še vedno nimajo, in to po skoraj 2 letih, odgovore na svoje pripombe, ki so jih dali konec aprila lani. Takrat je občina obljubljala, da bo odgovore dala v 2 mesecih. Zdaj je od takrat že skoraj 2 leti in odgovorov, stališč občine na te pripombe ni. To niso samo, bom rekla, neke individualne pripombe, jaz bi rad imel tukaj, ne vem, bi rad gradil ali pa tukaj želim to. To so tudi strateške pripombe na razvoj občine. No in občina je poleti sprejela eno svojo časovnico, kako bo do konca leta 2024, ko je potrebno ta dokument sprejeti, tako pravi zakon, je v svojo časovnico napisala, kako bo, kdaj bojo dane kdaj bojo dala odgovore in stališča na pripombe in kdaj bo predstavila ta dokument, to je nov osnutek javnosti. No in seveda ugotavljamo, da je spet povozila lasten rok. Konec oktobra bi morali občani, več kot 2000, pravzaprav skoraj 3000 občanov je dalo pripombe.
bi morali dobiti odgovore in zdaj pravijo, da jih bojo dali šele februarja. To se pravi, kako bodo občani vključeni v ta nov osnutek, če pa niti niso dobili odgovore na svoje pripombe. Ne? To je eno sporočilo, ki ga želimo, to se pravi, naj občina vendarle da po 2 letih svoja stališča, katere pripombe bo upoštevala, katere ne. Drugo sporočilo je, da občina predstavi nov osnutek OPN-ja po krajevnih skupnostih, ne samo 2 predstavitvi in gremo naprej, zato ker je občina Koper specifična občina. Pravzaprav take mestne občine v Sloveniji ni. Mi imamo, bom rekla, mesto z 24-25 tisoč ljudmi, potem imamo pa zaledje z čistim podeželjem, ki ima več kot 26 tisoč ljudi. To se pravi, med nami so velike razlike in krajevne skupnosti so tako velike, kot so na primer v Prekmurju, na Štajerskem ali pa na Dolenjskem velike občine. In je potrebno komunicirati z vsako to krajevno skupnost posebej, ker ima svoje specifike. To se pravi, naše sporočilo je, da naj se opravi predstavitev po vseh krajevnih skupnostih in omogoči ljudem, da se s tem seznanijo in da dajo še kakšno pripombo. In seveda, da nam vendarle tudi pojasni, dajmo reči, veliko sliko tega občinskega prostorskega načrta, da bi res vedeli, v katero smer gremo. Ne? Zdaj, mogoče, če omenim, kaj so ta, na primer, strateška vprašanja, ki nas mučijo. Ne? Eno od njih je demografija. Občina je za potrebe občinskega prostorskega načrta naročila tudi demografsko študijo, ki jo je delal inštitut. Študija je zelo dobra in ugotavlja, da imamo na primer v Kopru hitro nadpovprečno staranje prebivalstva, to se pravi, da imamo v primerjavi z ostalimi kraji v Sloveniji dosti več starejših občanov, da imamo negativno naravni prirast, to se pravi, se rojeva manj otrok, ne? In ta inštitut priporoča občini vrsto stvari, med drugim politike, da bi uravnotežila to. To se pravi, če ti želiš imeti mlajše prebivalce, boš imel več, ne vem, subvencioniranih stanovanj, najemniških stanovanj in tako naprej. Skratka, za starejše ljudi, ne, je zelo pomembno, da imajo večjo dostopnost, javni prevoz, trgovine. Skratka, ti se moraš temu, kako se giba struktura prebivalstva, se moraš prilagajati. In to lahko naredi z občinsko politiko v prostorskem načrtu. V prvem osnutku občina ni upoštevala nobenega priporočila. In zdaj upamo, da bo kakšnega upoštevala. Namreč načrtuje več kot 4000 novih stanovanj, ampak tržnih stanovanj. Nikjer ne piše, da bo to, ne vem, za mlade družine, za najemnike. Nič o tem. To se pravi, mi potrebujemo pa različno strukturo stanovanj, tako kot imamo različno strukturo prebivalstva. To je samo ena od teh stvari. Župana mestne občine Koper smo vprašali, kako komentirajo očitke, da je občina preskočila predviden rok. Nismo preskočili, se pa je zamaknil rok za objavo stališč in pripomb, oziroma stališč do pripomb. Pač več različnih razlogov je za to, zavleklo se je za nekaj mesecev in pač temu se ne moramo izogniti. Torej, občina na vprašanja civilnih iniciativ oziroma njihove pripombe ne bo odgovorila nič prej kot samo starim posameznikom, ki so dali pripombe in pritožbe. To pa predvsem zato, ker se moramo zavedati, da civilne iniciative so zbir večini primerov zasebnih interesov, med katerimi se moramo zavedati, da obstaja tudi možnost, da je kdo z kapitalskim ali pa špekulativnim interesom in se moramo izogniti vsem možnim tveganjem, zato da prihaja do zlorab pri pripravi dokumenta.
Občina je zavrnila vse očitke o nevključevanju javnosti in nespoštovanju Aarhuške konvencije. To pa nikakor ne drži, kvečjemu obratno. Aarhuška konvencija določa vključevanje javnosti v take odločitve na tak način, da država določi pravila, kako se javnost vključuje. Država je določila pravila, marsikatera civilna iniciativa si želi ta pravila prikrojiti po svoje. Če ima vsak svoja pravila, pa je to začetek anarhije. Mi imamo pravni red, ki bi se ga radi držali, in na anarhijo ne pristajamo. Pravijo, da je njihova prednostna naloga zagotoviti, da je dokument dobre kakovosti in šele na to, da je izdan pravočasno. Celotno izjavo predstavnice civilnih iniciativ si lahko ogledate na našem kanalu YouTube.